to, kar se nam je zadnje dni zgodilo, da je človek iz kabineta predsednika vlade, njegov državni sekretar, retvital tekst, ki je v bistvu sovražni govor in grob napad na ljudi, ki so zaposleni v centrih za socialno delo. Ne bi bila taka tragedija, če ne bi to postajala manira in način delovanja te vlade. Politika, ki na tak način pristopa k problemom, samo dokazuje, da jih ni sposobna rešiti. In jaz sem prepričana, da taka politika v Sloveniji dela takšno škodo, da se mora čim prej pobrati. Gospod Gorenak se je odzval z daljšim zapisom, v katerem med drugim pojasnjuje, da če retvitaš, ni nujno, da se z vsebino strinjaš. Kako bi odgovorili na to in predvsem mogoče tudi kakšen komentar na izhodiščni zapis? Izhodiščni zapis je tipičen primer šovinističnega govora, za katerega vemo, da so se borke za pravice žensk in manjšin in tudi borci zelo dolgo prizadevali, da so njihove pravice postale naše skupne pravice. In na tak način omalovaževati vse to, kar smo dosegli in v bistvu vračati kolo zgodovine nazaj, to je skrajne neprimerno in res ne bi smelo mesta v demokratični družbi. Res je, da ni nujno, da nekdo, ki retvita, enako misli kot tisti, ki tvita. Ampak v kontekstu, v katerem poznamo človeka, ki je retvital, pa vemo, da tako misli in zato je narobe. Ali se vam to zdi eno dno tudi nekega javnega komuniciranja, recimo čist na nivoju same debate? Jaz ne bi rekla, da je dno, mislim, dolgo sem v politiki in nekaj sem se naučila. Dna ni. Dno je na koncu to, da se ljudje ubijajo med seboj. In tisto, kar me skrbi, je to, da pravzaprav tak način govora v politiki vodi, da se grobe besede spreminjajo tudi v krvava dejanja. In tega se mora politik zavedati. Politik dela z besedami in če ne uporablja besed previdno, pomeni, da se ne zaveda svojega posla, da ne zna svojega posla. Kako komentirate včerajšnji odziv iz Ministrstva za notranje zadeve? Kratko je drnato, ni bilo nič, kako bojo ravnali, če ga bojo sankcionirani, kako komentirate? Tukaj je pač težava, da na Twitterju je ta človek, ki je prvi tweet napisal, izjavil, da to počne izključno in samo v svojem imenu. Pravico misliti, kar hoče, ima vsak človek. Pravico žaliti druge ljudi pa nima noben človek. In jaz ne mislim, da v pravilih službe v Ministrstvu za notranje zadeve piše, da so uslužbenci tega ministrstva oproščeni takšnega ravnanja. Niso oproščeni. Mogoče samo še eno drugo temo, gospa Lokar, in sicer tudi ena praksa, recimo temu vlade, ki se precej omenja zadnje čase, je pa ravnanje gospe Aleksandre Pivec. Morda kako se vam zdi to zdaj, zadnja zadeva kaže, da so vendarle Vina Kras plačala tisti račun, pa so ga potem kasneje izstavila ministrici. Je torej takšna gospa še primerna za upravljanje funkcije? Vsakdo, ki dela v politiki, se mora zavedati, da je vsako njegovo ravnanje, vsaka njegova poteza na očeh javnosti. In ko se zgodi taka stvar, kot se je njej zgodila, se ve, kaj v demokratični politiki sledi. Zato jaz tega ne bom komentirala. Bi pa toplo priporočala, da si vsi pometejo pred svojim pragom. Ker so večji hlodi na pragovih mnogih, pa so jih srečno prestopili. Odvratno mi je, čeprav mislim, da to, kar je storila, ni prav naredila.